odprli muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, predsednik vlade na Cviblju, v Beli krajini festival Mlade Portugalke. Dober večer. O muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka so v Mirni Peči govorili že nekaj časa, zdaj pa so ga uredili in vanj že povabili prve obiskovalce. Ti si za zdaj lahko ogledajo obsežno Slakovo zbirko z naslovom Lojze Slak, virtuoz na diatonični harmoniki, ostale bodo uredili v nadaljevanju. Trak so slavnostno prerezali Slakova žena Ivanka Slak, hčerka Toneta Pavčka Saša Pavček in domači župan. Sporočamo, da je muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka odprt. Srečno! Odprtje je pospremila s čustvi nabita v dolini Tihi. V Mirni Peči so številni občani in obiskovalci v družbi glasbe, harmonike, navdihujočih nagovorov pozdravili dolgo pričakovano pridobitev, ki je vdahnila življenje prostorom stare šole in ki bo v kraj privabila več turistov. Taki pomembni ljudje, kot so Lojze Slak in Tona Pavček, niso pomembni samo za Mirno Peč, ampak tudi za celotno Slovenijo. Oni so veliko dobrega naredili, da je Slovenija prepoznavna tudi v tujini, tako kot je, oziroma brez njih bi bila bistveno manj. Slavnostni govornik Joe Valenčič iz Clevelanda je med drugim izpostavil, kakšen vpliv je imel Slak na glasbo izseljencev v Ameriki. Prvič smo ga spoznali v Ameriki leta 1970 in to je bilo za nas, kot da je prišel Elvis Presley. Obsežno gradivo za razstavo je podarila družina Slak. Zadnji eksponat prav ob odprtju, ključe zadnjega vozila očeta, je županu izročil Robert Slak. Lojze Slak si je vedno želel, da bi bili njegovi dosežki in predmeti širše dostopni. Da je izrednega pomena, da so sedaj dostopni slovenski javnosti in mi smo se seveda brez pomisleka odzvali na to, ker je to zelo pomembno za vse ljubitelje glasbe, za strokovno javnost in prihodnje rodove, da je to na voljo. Avtorja razstave, kustosa Dolenjskega muzeja Majda Pungarčar in Matej Rifl, sta je zasnovala tako, da v enem delu govori o življenju, v drugem o delu Lojzeta Slaka, tretji sklop pa izpostavlja skupne točke s Tonetom Pavčkom, čigar zbirko bodo postavili v nadaljevanju. Prepričana sem tudi v to, da bo vsak obiskovalec, ki bo prišel sem, odšel z nekim močnim vtisom, pa nisem tako prepričana, da se ne bodo še kdaj vračali, ker je materijala in podatkov res tako veliko, da bo mogoče treba na obisk priti večkrat. Zbirka je bogata z audiovizualnimi vsebinami, postavili so vadbeno sobo, dogajanja pa bodo popestrile različne delavnice in podobne vsebine. Sicer pa je bil Slakovi glasbi posvečen praktično ves konec tedna, saj je v soboto v Mirni Peči potekal festival tekmovalnega značaja, ki so ga zaključili s celovečernim koncertom. V celoti si ga boste lahko ogledali tudi na naši televiziji. Pred slabimi 12 leti so bili v šmarješki občini storjeni prvi koraki na poti celovite ureditve osrednje prometne povezave med Šmarješkimi Toplicami in Šmarjeto. Potem, ko so že pred leti poskrbeli za obvoznico in krožišče v Šmarjeti, v zadnjih 2 letih pa so dela potekala na cestni povezavi, so zgledno urejeno glavno občinsko prometnico minuli petek slovesno predali namenu. Ko smo odpirali vrtec, sem rekla, da je to najlepši dan mojega županovanja. Danes pa lahko rečem, da je to najuspešnejši dan mojega županovanja, ko smo naše turistično središče Šmarješke Toplice v skupni dolžini kar 2 kilometrov s pločnikom in kolesarsko potjo povezali z našim upravnim središčem v Šmarjeti. Naložba, v sklopu katere so uredili še meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter obnovili vodovod in telekomunikacijske vode, je pomembna pridobitev v več ozirih. V prvi vrsti je poskrbljeno za varnost naših otrok, naših občanov, potem pa tudi za nadaljnji razvoj turizma in pa za prometno varnost, kajti tukaj dnevno poteka, bom rekla, kar veliko transporta.
Občina je hkrati poskrbela še za ureditev povezovalnega kanalizacijskega voda od Šmarete do Šmarjeških Toplic. In v prihodnjem letu ukinjamo zastarelo čistilno napravo v Šmareti in vse prevezujemo na, bom rekla, zdaj že 12 let staro čistilno napravo v Šmarjeških Toplicah, ki je zmogljiva 4000 populacijskih enot. Celovita obnova šmarješke prometnice, ki je stala 1 750 000 evrov, od tega je $500 000 prispevala občina, je bila le ena izmed več kot 500 različnih naložb, nad katerimi bdi Direkcija za infrastrukturo. Je pa, veste, pri teh vrednostih bolj razlog cene razmere na trgu, ko objaviš razpis. Če bi, na primer, razpis objavili v krizi, bila cena nižja, če bi pa še nekoliko čakali, bi bila vredno višja. Se cene trenutno na trgu rastejo, ker preprosto povedano izvajalcev ni. Dela na državnih cestah se občini obetajo tudi v prihodnje. Pripravljamo projekt v Družinski vasi, čaka nas še krožišče na vstopu v Toplice, kjer je bila danes prireditev, tako da bomo še kar nekaj urejali ceste na območju občine. Naložba v spodnji Družinski vasi je ocenjena na približno 2 milijona evrov, iz občinskega proračuna bo šlo okrog 800 000 evrov. Z deli bodo začeli prihodnje leto. Kjer bomo gradili pločnik, rekonstruirali cesto, javno razsvetljavo in zgradili kanalizacijo ter obnovili vodovod. V nadaljevanju slovesnosti, ki se jo je udeležilo lepo število obiskovalcev, pa so pred občinsko stavbo v Šmareti trak simbolično prerezali še pri kipu dečka miru, simbolu ljubezni, sožitja, miru in prijateljstva. Zdaj pa v Žužemberk, kjer je pri spomeniku in grobnici padlih borcev narodno-osvobodilnega boja in aktivistov OF na Cveblju potekala tradicionalna žalna svečanost v spomin na več kot 2000 žrtev druge svetovne vojne. Osrednji govornik je bil predsednik slovenske vlade Marjan Šarec. Šarec je poudaril, da so borci dali svoje življenje zato, ker so vedeli, da samo z žrtvijo lahko dobimo lepšo prihodnost. To je bil boj za svobodo. Slovenski narod ni bil na seznamu tistih, ki bi jih po morebitni zmagi Tretjega rajha častili, slavili ali jim priznavali pravico do svojega jezika. Ne, bil bi vreden samo jezik Goetheja, Schillerja, Danteja in drugih umetnikov. Padlim žrtvam smo zato dolžni izkazati čast in spoštovanje. Naša dolžnost je tudi ohraniti samostojno Slovenijo, ki bo kmalu dopolnila 30 let, je dejal. To je naša država, z vsemi prednostmi, z vsemi slabostmi in z vsemi stvarmi, ki niso vedno idealne, a se moramo vsak dan truditi, da bi najprej dojeli, da je naša in potem poskusili tudi spreminjati stvari na bolje. Spomenik na Cviblju je kulturni spomenik in spomenik tujih armad z eno največjih kostnic druge svetovne vojne, pa je v nagovoru izpostavil žužemberški župan Franc Škufca. Je simbol poguma in boja svobodomiselnih narodov. Spomenik je tudi zahvala vsem padlim, ki so žrtvovali svoje življenja za svobodo in se borili proti nacizmu in fašizmu. Vence pri spomeniku in grobnici so položile številne domače in tuje delegacije, predstavniki borčevskih organizacij in drugi. V občini Sevnica so 3 domovi za starejše. Na Impolci je specialni zavod, na meji z Radeško občino je Trubarjev dom v Loki, dom v Sevnici pa je postal premajhen in neprimeren glede na standarde, ki jih zahteva nova zakonodaja. Zato naj bi v naslednjih letih na Hrastih zgradili nov kompleks. Sevniški dom sprejme 95 stanovalcev in ima le eno kapaciteto za potrebe dnevnega varstva. Čeprav vzorno vzdrževan, nima možnosti prilagoditve sodobnim standardom. Te problematika ni samo v občini Sevnica, ampak tudi širše. V občini Sevnica smo pa veseli, da smo z občino že naredili neke prve korake, da bi poskušali reševati to problematiko in tudi se je v fazi priprava skupnih projektov, zlasti za osebe z demenco. Teh pa je vse več. V dogovoru z vodstvom doma je k reševanju problema pristopila občina. Ker zdajšnji dom nimajo kam širiti, so poiskali lokacijo za novega na Hrastih, kjer je trenutno še sadovnjak, vendar ga sadjarstvo Blanca opušča. Gre za elitno lokacijo. Ta lokacija nudi veliko možnosti, tako za gradnjo novega doma, dnevnega centra, kot tudi varovanih stanovanj v nek povezan kompleks. Glede investitorstva, pa ta trenutek nimamo v celoti zaključene finančne konstrukcije, kajti gre za kompleksno vprašanje.
Kot so investitor varovanih stanovanj se pojavlja Republiški stanovanjski sklad. Pripravljamo skupna izhodišča, skupen investicijski načrt, v katerem bomo predlagali način delitve stroškov, pristojnosti in nalog med vsemi nami, med vsemi inštitucijami, to je ministrstvom, stanovanjskim skladom, občino in samim javnim zavodom. Zemljišče na hrastih je v lasti sklada kmetijskih zemljišč. Zakon določa, da če se nekaj gradi v javno korist, se zemljišče lahko na bodočega upravljavca prenese brezplačno. Z odprtjem pivnice Kralj Matjaž so v Novem mestu neuradno odprli spodnji del glavnega trga. Osrednji novomeški trg že dobiva svojo pravo podobo po dolgi prenovi, kar so z obiskom pozdravili številni Novomeščani. Kralj Matjaž je prva pivnica v Novem mestu, v vsega nekaj mesecih pa so preuredili prostore, ki jih je skoraj desetletje zavzemal lokal Patriot. Mislim, da je prav, da smo pripeljali nekaj novega v mesto, se pravi nekaj, kar do zdaj ni bilo, nekako gre z idejo prenove glavnega trga, posodobitve, prenovitve, tako da pač nismo dolgo oklevali oziroma nisem dolgo okleval v samo investicijo in razvitje projekta. Kot se za pivnico spodobi, so v njej na voljo domača kraft piva, ki so v zadnjih letih povsem obnorela Slovenijo. Zelo ponosni, da smo del te prelepe zgodbe. Nekako smo upali reči, da smo domača pivovarna. Imamo 3 pive, klasično tako cream-made, potem imamo našo zelo prepoznavno white IPO, edino slovensko pšenično IPO in tako ena zanimiva sadna zadeva in hmelno bombo mango session IPA. Pivo je na tem svetu že tisočletja, tako da je logično, da taka pijača rabi en prostor v mestu in vsako pravo mesto mora imeti svojo pravo pivnico. Prenovo mestnega jedra so začeli prav na spodnjem delu glavnega trga in prav vsi prebivalci ter poslovni subjekti so pokazali veliko mero potrpežljivosti. Jaz verjamem, da tudi urejenost mesta bo pritegnila nove ponudnike, to gre za proces, nič se ne zgodilo čez noč, vsaka zgodba zase pa bo pomenila nov kamenček v tem mozaiku. Kot dodaja, je želja, da bi glavnino del zaključili letos, bo pa to odvisno od vremenskih razmer. V Metliki so že 10. leto zapored pripravili celodnevno prireditev, katere rdeča nit je bila Portugalka, prvo mlado vino tekočega letnika, ki ga na drugih koncih Slovenije nimajo. Osrednji del prireditve so tradicionalno pričeli s trgatvijo modre kavčine, potomke najstarejše trte na svetu, ki že 23 let domuje pri Metliškem gradu. Nato pa se je dogajanje preselilo na mestni trg, kamor so vinarji pripeljali sod poln mladega vina Portugalka, ki ga je družno napolnilo 12 belokranjskih vinarjev. Stane Bajuk je v sod zabil pipo in mlado vino, katerega posebnost je, da v zgolj nekaj tednih iz mošta dozoril vino, so ponudili v pokušino. Najprej predstavnicam Slovenskega vinskega kraljestva. Mislim, da je eno odlično vino, seveda ima veliko svežine in veliko sadnosti, kot se to spodobi za mlado vino. Moram reči, da letos mlada Portugalka je izvrstna, so vinarji lepo, dobro delo opravili. Strinjali so se vsi, ki so jo pokusili, in bilo jih je veliko, tudi z drugih koncev Slovenije. Samo ena beseda, odlična. Poleg belokranjskih vinogradnikov je tokrat v pokušino ponudilo svojo Portugalko tudi nekaj vinarjev z Hrvaške in letos prvič iz Madžarske. Na prireditvi pa so izbrali tudi najboljšo Portugalko. Letos imamo na novo ocenjevanje strokovne komisije, dodamo še ocenjevanje publike in zmagovalec bo dobil letos novi pokal. Razveselili so se ga Plutovi iz Drašičev. Letošnji letnik je bil kar zahteven, se mi zdi, da skoraj najbolj od vseh teh 10, ampak kljub temu smo potegnili vse ven, kaj so dali iz grozdja. In pridelali mlado vino, ki ga ni težko prodati. Portugalka je obogatitev, tako da sigurno ta mala količina ob pametnem organiziranju prodaje bo našla kupca, lahko jo podvojimo, potrojimo, poštirimo, pa je še vedno ne bo preveč. Portugalka je v Metliko pritegnila tudi člane društva Slovensko-portugalskega prijateljstva. Toliko let nazaj je prišla iz Portugalska, moja država, v Slovenijo.
Mi pa želimo korenine belokranjske Portugalke ponesti nazaj na Portugalsko in tako še bolj povezati obe državi, pravijo člani društva, ki so na prireditvi ponudili v pokušino portugalske jedi. O belokranjski Portugalki pa dejali. Ni isto, kot naš, to je zaradi zemlje, pihanja, Atlantika ali ne. Je pa odlična, so dodali Portugalci. Toliko iz uredništva novic. Hvala za pozornost in prijeten večer.